Dragi bratje in sestre, lepo je videti ta krščanski zbor danes pri tej sveti maši in čutiti posebno himnično vzdušje. Mene že od začetka maše to preveva, nekaj posebnega, ne vem zakaj, tako kakor da ste res vsi tukaj zato, ker veste, zakaj ste. Tako nek duhovnik vedno začuti ljudi in zdi se mi, kakor da ste res tukaj ne iz navade, ampak zato, ker imate radi Kristusa, ker častite svetorešče telo in kri, ker verujete v moč, živo moč Jezusa Kristusa. In tukaj vidim tudi otroke z zastavicami, a dvignete zastavce. Koliko vas ima zastavce, vidiš? No, to so take krasne bele zastavice, res hvala lepa, jih je res veliko. Se pravi, tale zastavica, ki jo imajo otroci, je zunanji izraz tega, kar danes praznujemo, in to najprej vidimo. Hvala lepa, zdaj pa, da vam ne bo treba držati celo pridigo, lahko daste dol. Ja. Se pravi, to je zunanji izraz, na katerega mi pokažemo, da je ta praznik za nas zelo pomemben in tudi te barve nekaj pomenijo. Bela barva je kot barva hostije, ne? Potem pa gor je tudi motiv, se pravi žita pa grozdja oziroma kruha in vina, kar pomeni ta praznik. In če gremo malo v zgodovino krščanstva, vidimo, da je zunanji izraz tega praznika je bil največji v celotni zgodovini cerkve. Najbolj so ga navzven praznovali, seveda velikonočno procesijo tudi, ampak tako velikih procesij, kot so bile telovske procesije, ni bilo nikoli v zgodovini krščanstva. So pričevanja bila, da so trajale tudi po 3 dni, nekatere. Se pravi, vmes so bili celo včasih nameščeni prizori iz Jezusovega življenja in praktično so zaigrali celotno sveto pismo v večjih urah. Se pravi, to je bilo celo povezano z evangelizacijo na dramatični način in to je bilo vključeno v te procesije. Tako da so bile to res največje procesije, kar kaže na to, kako veliko spoštovanje je kristjan vedno imel do svetega rešnega telesa kot do nekaj najbolj bistvenega. Se pravi, to je najbolj nek zunanji izraz, ki ga mi najprej opazimo. In pa tudi veliko dolgo procesijo, ki se vije, vidimo, da je to nekaj pomembnega. Dejansko pa to, kar vidimo na zunaj, izraža nekaj veliko globljega, presežnega in vedno, ko se od zunaj poglabljamo navznoter, vedno več stvari odkrijemo. Ni tako, da bi se procentualno vsebina mašala, ko gremo navznoter, ampak se povečuje. Je ravno obrnjena perspektiva, kakor smo je mi vajeni. In Jezus nas uči res obrnjene perspektive. Želi nas, da bi se od zunaj obrnili navznoter in odkrili, kaj je najbolj bistveno v našem življenju in na ta način našli mir v naši duši. Vsaka duša od nas hrepeni po globokem notranjem miru, po svobodi, po ljubezni, po trdnosti, po številnih stvareh, dobrih stvareh, ki jih na zunaj sicer ne upamo tako zelo izražati, vendar našo hrepenenje je veliko v notranjosti. In dušo po izkušnji vseh, ki so kdaj verovali, je, da dušo nasiti samo Bog lahko v polnosti. Zato, ker je tisti, ki presega človeka, noben človek te ne more tako nasititi, tako potolažiti, kakor te lahko potolaži Bog. In zanimivo je, da je ravno Tridentinski koncil, to je bil čas protestantizma, se pravi 1545 do 63, je v središče koncila postavil vprašanje svetega rešnega telesa. Namreč to je bilo največje teološko vprašanje tistega časa, ali je Kristus res navzoč v hostiji, v vinu in kruhu. To je bila velika debata, ne? In tukaj je tudi prihajalo do razhajanja, potem med protestanti pa med katoliki. Pri protestantih je potem obstalo tako, vsaj pri določeni veji, pri evangeličanih, da je Kristus navzoč toliko časa, dokler ni obhajan zadnji vernik, potem pa izgine iz svetega rešnega telesa in kri ni več kri, ampak vino. To je njihov domet in nasproti temu so potem, glede na tradicijo cerkve, cerkvene očetje na koncilu, razločevali v tej smeri
in pač prišli do tega, da je Jezus navzoč do konca, tudi potem. In zaradi tega so potem začeli postavljati tabernaklje v cerkve, v središče cerkve. Prej tabernakelj ponavadi ni stal tako na sredini, kakor smo mi sedaj navajeni, je bil ponavadi v stranski kapeli oziroma nekje ob strani. Seveda glavna daritev je vedno na oltarju in je služilo za obhajilo bolnikom. Ampak ravno zaradi tega, ker je prišlo do krize verovanja v svetorešče telo, smo začeli oltar postavljati na sredino in posledično so se v tistem času potem duhovniki tudi začeli s hrbtom obračati proti ljudem, ker so bili imeli za hrbtom najsvetejše tabernakelj in so morali pač gledati proti tabernaklju. Po drugem Vatikanskem koncilu je cerkev spet šla v tisto, kar je bilo pred tem časom, se pravi, da smo obrnili k ljudem in je bistvena daritev na oltarju. Tam pa je seveda prisoten najsvetejši, ki ga častimo vmes, ko ni svete maše. Med sveto mašo pa je najpomembnejši prostor tukaj, kjer se živi Kristus daruje za nas. In svetorešče telo se kaže kot središče našega življenja, lahko bi jo predstavili kot nekakšno os kolesa, ki ima špice, če vzamemo tako leseno kolo, na sredi je os, ki drži vse skupaj, potem so pa špice, mi smo pa kot v tistem zunanjem kolesu in živimo iz tega središča, pripeti smo na središče z špicami na Kristusa. Popolnoma ga ne spoznavamo, delno se ga dotikamo, delno se nam razodeva, delno ga ne spoznamo. In vsakemu človeku se skozi življenjske izkušnje potem odpira pogled na svetorešče telo, vedno globlje ponavadi človek razume Kristusa in njegovo delovanje, zato ker kristjan pravzaprav se razvija v svoji duši, raste. Sam bi rekel, da je to edina res zanesljiva izpričana evolucija na svetu, namreč duhovna evolucija v posamezniku, in sicer rast od rojstva pa do smrti in koliko se nekako človekova duša razvije, koliko se razvija v duhovno smer. Lahko ostanemo na zelo primitivni ravni na nek način, lahko se pa človekova duša izredno razvije do svetosti. In to je tista smer, v kateri vsi hrepenimo. In se pravi, je središče našega življenja in zato, ker je središče našega življenja, nas zira. Kot sem že večkrat omenil, mislim, da največji problem današnjega časa je naša raztresenost, da smo razbiti in raztreseni na vse konce, začenši z nami duhovniki, včasih ne vemo, kje se nas glava drži in mogoče nas te posamezne raztresene stvari, dogodki celo odvrnejo od bistvenih stvari in pozabimo lahko na kakšno bistveno stvar na ta račun. Zato je izredno pomembno, da imamo stik s svetim rešnim telesom, ki nas uspe zbirati. Te koščke, ki so razpršeni na vse konce, uspe zbrati. In raztreseni smo lahko na zelo različne načine. Raztresijo nas lahko kakšne skupine, katerim čutimo pripadnost in damo temu prednost. Ne vem, smo ljubitelji gora, recimo, in to je najpomembnejše v našem življenju. In to je v središču in ima tisto mesto, ki bi sicer Bog moral imeti. Ali pa šport damo v središče in smo recimo pripadniki nekega športa in je veliko pomembnejše v našem življenju kot pa Bog. Tukaj bi se kristjani nekako res morali vprašati, zakaj je tako, zakaj pravzaprav ne postavljamo v središče tisto, kar je za nas osebno res bolj pomembno, ni toliko pozonanjeno. Potem se lahko istovetimo s skupinami, ki so žrtev vedno v zgodovini ali po sedanjem času. Če vzamete mogoče se kdo, tudi področje ekologije lahko zelo ideološko in ljudje se počutijo žrtev, demonstrirajo, so aktivisti in tako dalje. In človek vso svojo temeljno moč duhovno posveti temu. To postane religija. In to ni dobro. Kristjan to ne more biti. Lahko sodeluješ, ampak drugače. Ti vedno izhajaš iz središčne osi, iz Jezusa Kristusa, ki edini daje moč, da se boš prav odločil in prav ravnal. V takih primerih sicer boš zanesljivo in še enkrat zanesljivo končal v ideologiji in v nasilju. V takem ali drugačnem, pa ne bo še bolj miroljubna zadeva, ki se začne. Se pravi, tukaj nas Kristus zbira, pa smo lahko raztreseni celo od namišljene pobožnosti,
se pravzaprav prizadevamo za veliko popolnost v našem življenju, radi bi moralno izpolnili čisto vsa pravila, ki so možna, in ker smo tako okupirani z izpolnjevanjem teh pravil, pozabimo na bistveno, na življenje s Kristusom in naenkrat nismo več ponižni. Zdi se, da smo bogovi, popolni, Kristusa pa ne rabimo več. Ne? Tako da Kristus nič ne zameri, če smo mi omejeni, če smo grešni, želi pa, da rastemo v svetosti, nas vabi k sebi, ampak da rastemo skladno z vsem svojim bitjem. Da se zbiramo z njim, se pravi s svetim rešnim telesom, in najprej postajamo to, kar smo v svojem bistvu mi sami, potem pa tudi naša okolica to postaja. Prava krščanska skupnost, najprej naša družina, potem pa tudi recimo župnijska skupnost ali pa tudi druge oblike, v katerih živimo, se mu pustimo zbirati. Pa raztresenost lahko tudi od različnih medijev, ti nas vse zelo raztresa, imamo telefone, imamo različne druge medije, ki nas toliko raztresijo s temi različnimi informacijami, da zvečer včasih ne vemo, kje smo pa kdo smo. Če bi hotel ponoviti čez dan, kaj sem pa danes delal, se ne spomniš, ne? Ker si toliko raztresen. In takrat pokličimo na pomoč sveto rešne telo Kristusa, ko smo pri obhajilu njemu darujmo, pomagaj mi, da se zberem nekaj koščkov tega dneva, najbolj pomembnih, dobrih, iz katerih bom lahko živel, da bom bolj zbran in bom bolj pristopen za tvojo prisotnost. Ker nasploh, če smo preveč raztreseni, Bog ne more do nas. Sploh se ne moramo toliko zbrati, da bi ga zaznali. Tako, ker če smo toliko raztreseni, da niti ne zaznamo človeka, s katerim se pogovarjamo, smo nesposobni za dialog, za odnos. Torej, pomembno je, da se mu prepuščamo, da se prepuščamo tej skrivnosti, ki jo čisto do konca ne razumemo, pravim, da jo razumevamo skozi življenje in da jo jemljemo resno kot temeljno središče našega življenja. In zanesljivo nas bo vodil on po svetem duhu, da se bomo prav odločali. Potem se ni treba bati preizkušenj, ni treba bati puščav, skozi katere gremo v življenju, ker je on naša hrana, v moči te hrane se hodi skozi dolge puščave. To lahko povem iz lastne izkušnje in tudi tisti, ki imate že nekaj izkušnje v življenju, veste, kako je to in zakaj ste tukaj. Ne? Torej, prosimo danes res Gospoda za dar prepuščanja svetemu rešnemu telesu. Danes ga boste prejeli pod obema podobama, kdor bo želel. In res se prepustite vse svoje življenje, svoje bistvo, svoje srce, zares prepustite njemu brez rezerve. Odprite mu vsa vrata svoje hiše do konca, da malo prezračite in prevetrite vašo notranjo hišo, vašo duhovno hišo svojega bitja. Amen.